kluba Domžale. Začetek priprav, morda za začetek, kako bodo potekale? Priprave bodo potekale deloma v domačem okolju, deloma pa na Hrvaškem. Za 10 dni se bomo odpravili našo tradicionalno pripravljalno bazo v Savudrijo, 7 dni pa bomo bili tudi v Novigradu. Odigrali bomo 11 prijateljskih srečanj, med drugim tudi prijateljski turnir v Novigradu, na katerem bo sodeloval tudi od slovenskih klubov Koper. Smo tudi že sredi prestopnega roka, sredi januarja. Kakšne so zadnje novice? Torej najprej na strani odhodov. Jernej Smokavec je zaprosil za sporazumno prekinitev pogodbe, ker s svojim statusom pri nas ni bil zadovoljen. Mi smo temu ugodili, tako da on ima v zimskem prestopnem roku proste roke. Kar se tiče prihodov, pogodbo dveletno smo podpisali z Jako Jubešijem, ki je predtem prekinil pogodbo z Velenjskim Rudarjem. K nam prihaja tudi Igor Radovanović, ki je glavnino svoje kariere preživel v Sarajevski Slaviji, nazadnje pa je bil v Romuniji. Kar se ostalih zadev tiče, z nami bo treniral vsaj v začetni fazi priprav tudi Denis Halilović, ki drugače že nekaj let nastopa uspešno v tujini. Dogovor je takšen, da z nami začne priprave, potem pa vkolikor primerne opcije v tujini ne bo našel, se morda tudi odločimo za skupno sodelovanje v nadaljevanju sezone. Radovanović pride na treninge, bo podpisal že pogodbo? Igor Radovanović je podpisal 2,5-letno pogodbo z našim klubom. Gre za 26-letnega napadalca z bosanskim državljanstvom, ki je, mislim, da 8-9 let igral v bosanski ligi, zabil tudi kar nekaj zadetkov. Na začetku letošnje sezone se je podal v Romunijo, kjer pa s svojim statusom ni zadovoljen, zato je tam pogodbo prekinil in bo nadaljeval pri nas. Gre pa za napadalca, ki je relativno visok, morda tip igralca, ki smo ga pri nas pogrešali v zadnji sezoni in pol, in upamo, da bo dodal neko dodano vrednost tej ekipi, ki pa kljub temu ima vso kvaliteto, da doseže zastavljene rezultate. Imamo kar precej širok kader. Kako bo z mlajšimi? Bodo odšli morda v kakšne druge klube? Ja, vsekakor kateri od mlajših bodo morali najprej na posojo oziroma na dvojno registracijo v kakšen drug klub. Med prvimi, ki sta na to že pristala, je Nik Cemprič, ki odhaja k našim sosedom v Dob, v drugo slovensko nogometno ligo, in pa Lamin Diallo, ki odhaja v kranjski Triglav, kar pomeni, da bo igral v prvi slovenski nogometni ligi. Morda se bo tukaj kakšna zadeva še odprla pred koncem prestopnega roka, ker določena selekcija se mora še izvršiti tudi znotraj naših vrst. Načeloma pa bomo s tem še malo počakali. Začenja se priprave na spomladanski del sezone. Kakšni so cilji kluba? Cilji kluba ostajajo popolnoma nespremenjeni. Naš cilj je uvrstitev na mesta, ki vodijo v enega izmed evropskih tekmovanj. Preko pokala to žal za nas ni več možno. Imamo pač odprto opcijo v prvenstvu, kjer bomo verjetno, v vsej verjetnosti morali doseči 3. mesto, kar je trenutno 9 točk oddaljeno, vendar tekem je še kar precej. Jaz mislim, da moramo vsi dobro začeti te priprave, trdo delati in pa potem upati na tudi kanček sreče, da bi morda nam uspel ta veliki met, da se ponovno vrstimo v Evropo. Najlepša hvala in srečno.